za nas. Tvoje rane za nas, Jezus. Spoštovani gospod Škof Peter, spoštovani gospod nadškof Marjan Trušček, spoštovani duhovniki, darovalci za križe in vsi, ki ste se zbrali k temu slovesnemu trenutku, ko bomo blagoslovili križa pot po poti, ki je 16. marca 1945 hodil v svojo mučeniško smrt, bogoslužabnik Daniel Halas. Vsi prisrčno pozdravljeni in vabljeni, da z molitvijo in z pesmijo mi se priporočamo tako Bogu, kot tudi Božjemu služabniku, da bomo lahko poživili svojo vero, tudi svoje upanje in predvsem uživali svojo ljubezen. In še nekaj uvodnih besed za lepši potek slovesnosti. Po tej poti, po kateri bomo danes šli, že kar nekaj let poteka molitev križevega pota. In vsako leto je župnija Hotiza za to priložnost postavila majhne lesene križe, čeprav je vse skozi tlela želja, da bi postavili trajna znamenja, da bi lahko ljudje kadarkoli romali po tej poti. In po 4 letih prizadevanj je križev pot postavljen. Vsak križ je drugačne oblike in predstavlja vsebino posamezne postaje. Križ govori o Jezusu, križ govori o Danielu Halasu in križ govori o nas. Vsebino bomo spoznavali ob posameznih postajah. Križi so izdelani iz umetnega kamna, namesto številk pa so v križe vdelani kamni iz mure. V prvi križ 1 kamen, v drugi 2 in tako naprej. Okolica posameznega križa je urejena tako, da so temelji postavljeni v obliki črk, ki skupaj dajo misel v življenje. In še nekaj tehničnih navodil. Najprej v procesiji gredo predstavniki darovalcev, torej tisti, ki nesejo križ, svečo in berejo besedila. Za njimi gredo pevci, nato duhovniki in škof. Nato se za škofom uvrstijo v procesijo otroci, mladi in vsi navzoči. Na poti od postaje do postaje bomo molili rožni venec oziroma peli pesmi. Pri posamezni postaji bo najprej kratka razlaga znamenja, blagoslov, pesem, nato pa molitev postaje križevega pota. Postajo bo napovedal generalni vikar, bralci pa bodo prebrali odstavek z naslovom Jezus in Daniel Halas. Vsi skupaj pa iz knjižice Križev pot odlomek Vsi in molitev. Lepo vabljeni k sodelovanju in k zbranosti. Pred blagoslovom tega uvodnega znamenja, pri katerem smo zbrani, pa si oglejmo njegov pomen. Na križu, ki predstavlja Jezusa, je še več drugih križev, kajti Jezus je vzel na svoje rame naše križe. Prečni tram Jezusovega križa s 2 navpičnima tramovoma prikazuje črko H, začetnico Halasovega primka in predstavlja njegov križ. Spodaj je še en manjši prečni tram, ki predstavlja naše križe, mojega in tvojega. Zato so na križu vklesane besede Križev pot, Jezusov, Halasov, tvoj in moj.
Meno Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Mir z vami. In s tvojim duhom. Peli bomo pesem po melodiji za pesem iz Baraka na strani 34. Zapila cvimo Jezusovu vjeroki, zob sodbo pa strah svihu može srci. Zdaj tebi prihajam, da blizu ti bom, da našel pri tebi bom srečo in dom, da našel pri tebi bom srečo in dom. Molimo. Nebeški Oče, tvoj sin Jezus Kristus je postal človek in sprejel vse naše križe. Prosimo te, blagoslovi to znamenje križa. Vsem, ki se bodo ob njemu stavljali in molili, pomagaj, da bodo pogumno hodili za svojim odrešenikom in slavili tebe, našega nebeškega Očeta, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Karkoli ste storili enemu od mojih najmanjših bratov, ste meni storili, nam pravi naš odrešenik. Jezus ni trpel samo enkrat v Jeruzalemu, trpi znova in znova vdih svojega skrivnostnega telesa. Trpi tudi v nas in tako lahko z Jezusom soodrešujemo svet. Stopimo na pot molitve, premišljevanja. Pri vsaki postaji prisluhnimo Jezusu, prisluhnimo Božjemu služabniku, duhovniku Danijelu Halasu in poglejmo še svojo vlogo. Skupaj prosimo našega odrešenika, da nam po priprošnji Božjega služabnika Danijela Halasa podeli potrebno milost. Križ na prvi postaji spominja na obsodbo. Spominja na Pilata, ki je obsodil Jezusa, pa tudi na judovske voditelje, ki so Jezusa obsodili že prej. Spominja pa tudi na ljudi, ki so obsodili Danijela Halasa. Prečni tram je izdelan v dveh barvnih nijansah. Levi del je rdečkast, desni črnkast. Predstavlja dve skupini ljudi, ki sta sovražili Danijela Halasa in ga obsodili. Ob tem znamenju lahko premišljujemo tudi o svoji vlogi. Tudi mi včasih obsojamo, tudi nas včasih obsojajo. Zato je to znamenje obenem klic k spravi in miru. Molimo. Nebeški Oče, tvoj sin Jezus Kristus je bil obsojen na smrt. Blagoslovi to znamenje križa in pomagaj vsem, ki se bodo ob tem znamenju ustavljali, da ne bodo nikoli nikogar obsojali. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Sodili in obsodili so me tuji oblastniki. Sodili in obsodili so me predstavniki mojega naroda. Množice niso mogli nahujskati zoper mene. Radi so me imeli Slovenci in Madžari v lendavski župniji. Radi so me imeli moji polanski verniki. Tisti, ki so me obsodili, so sodbo izrekli tiho in skrivaj, a vendar dovolj jasno, da sem jo zaznal. Skupaj molimo. Tudi jaz sodim in sem sojen, nič vredneš pobožnjaka, grad, grevator, gibla, koliko vsega vem,
Gospod Jezus Kristus, dovolil si, da so te sodili in obsodili. Na priprošnjo Božjega služabnika Danijela Halasa mi daj milost, da nikoli ne bom nikogar obsojal, ne hvalil, še manj hvalil. Usmiri se nas, o Gospod. Križ na drugi postaji je oblikovan kot kažepot. En krak je koničast, kaže v smer, ki je Halasa vodila do Kalvarije ob Muri. Križ je potrebno vzeti na rame in ga nesti. Jezus je to storil z veliko ljubeznijo. Tudi Danijel Halas je iz ljubezni do Jezusa in ljudi nosil svoj križ. Nosil ga je v zaporu, nosil ga je doma, ko je vedel za obsodbo, nosil ga je po blatni poti do Kalvarije ob Muri. Tudi vsak izmed nas mora na pot trpljenja in preizkušenj, a to je pot v življenje. Molimo. Nebeški Oče, Tvoj Sin Jezus Kristus je sprejel težki križ. Tudi Danijel Halas se ga ni branil. Blagoslovi to znamenje križa in pomagaj vsem, ki se bodo ob tem znamenju ustavljali, da bodo hodili za svojim odrešenikom tudi po poti križa, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Sprejel si moji zlosti strašno težak, a jaz se ga branim, umikam korak. Zdaj k tebi prihajam, da blizu ti bom, da našel pri tebi bom srečo in dom. Da našel pri tebi bom srečo in dom. Druga postaja na pot. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si svoj križ na svet odrešil. Vzel sem križ na svoje rame, tistega iz lesa, na katerega so me potem pribili. A že davno prej sem sprejel križ, trpljenje. Že ob rojstvu v Betlehemu in pozneje po Janezovem krstu, ko sem oznanjal Božje kraljestvo. Moje življenje je bilo zaznamovano s križem. Saj sem zato prišel na svet, da nosim križ, da nosim mnoge križe, križe vseh ljudi. Tudi jaz sem sprejel svoj križ že zelo zgodaj. Njegova teža se je povečala, ko je izbruhnila vojna, ko se je sovraštvo razlilo čez svet. Pred križem pa nisem bežal. Vzel sem ga in šel z njim tudi v budimpeštanski zapor. Nosil sem ga doma. Z vso ljubeznijo sem se ga oklenil tudi tistega marčevskega večera na robu Hotize, ko se je začela moja pot na Kalvarijo ob Muri. Tudi jaz drugim nalagam križ in večam bremena, staršem, prijateljem, učiteljem, sodelavcem, a tudi sam sprejemam križ in ga nosim, čeprav zmeraj ne razumem pomena trpljenja in bežim od njega. Gospod Jezus Kristus, sprejemal si vsakdanje križe in sprejel si leseni križ na veliki petek. Na priprošnjo Božjega služabnika Danijela Halasa mi daj milost, da svojim bližnjim ne bom nalagal križev, da jim ne bom nalagal bremen. Pomagaj mi, da bom svoj križ nesel za teboj. Usmeri se nas, o Gospod. Usmeri se nas. Križ je nekoliko nagnjen, da spomni na Jezusov prvi padec in na Halasove neuspehe v boju z zlom. Tudi nas križ večkrat pritiska k tlom. Jezus se je po padcu dvignil in šel naprej.
Tudi božji služabnik Daniel Halas se je večkrat znašel na tleh, a je vztrajal v zvestobi Jezusu in cerkvi. S to držo nagovarja tudi nas. Molimo. Nebeški Oče, Tvoj Sin Jezus Kristus je omahnil pod težo križa. Blagoslovi to znamenje križa in pomagaj vsem, ki se bodo ob tem znamenju ustavljali, da bodo kljub slabosti nadaljevali svojo pot. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Trpljenje moj Isus te vrže na tla, a ostaneš in hodiš da rešiš me zla. Zdaj k tebi prihajam, da blizu ti bom, da našel pri tebi bom srečo in dom. Da našel pri tebi bom srečo in dom. Tretja postaja, prvi neuspeh. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Odrešenje je naloga, ki zahteva izredne moči. Nositi križ ni lahko delo. Na tleh sem se znašel zaradi teže bremena, ki je presegalo moje moči. A moč mojega Očeta v nebesih me je ukrepila, da sem se dvignil in šel naprej. Postal sem duhovnik, da bi ljudi vodil k Bogu in da bi Boga približal ljudem. Na ozki in strmi poti so se moje moči krhale. Večkrat sem se znašel na tleh, poteptan, povožen. A vedno znova sem se ozrl v tabernakel v Jezusa. On mi je dal moči, da sem vedno znova vstal in šel naprej. Tudi sam se večkrat znajdem na tleh, izigran pred steno v slepi ulici. Morda sem še pred kratkim bil poln moči in poguma, pa me je teža, ki se je zgrnila name, pritisnila k tlom. Večkrat se je na tleh znašel kdo od mojih bližnjih in priznam, včasih tudi zaradi mene. Gospod Jezus Kristus, padec te ni odvrnil od tvoje poti. Na priprošnjo Božjega služabnika Daniela Halasa mi daj milost. Usmeri se nas, o Gospod. Ob velikem križu je pritrjen še manjši križ. Spominja na Jezusovo mater Marijo, ki je Jezusa spremljala na njegovem križevem potu, ki je z njim trpela in nas soodreševala. Spremljala je tudi Daniela Halasa, saj se on vedno znova njej izročal. Kot znamenje izročitve je nosil na verižici okrog vratu Marijino svetinico. Nebeška mati Marija spremlja tudi nas. Večje je trpljenje, bolj nam je Marija blizu. Molimo. Nebeški Oče, Tvoj Sin Jezus Kristus se je na križevem potu srečal s svojo materjo Marijo. Blagoslovi to znamenje križa in pomagaj vsem, ki se bodo ob tem znamenju ustavljali, da se bodo srečavali tudi s svojo nebeško materjo, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Marija, moj Jezus je spremljala te, ker dal si o meni, zdaj misli nami. Zdaj tebi prihajam, da blizu ti bom, da našel pri tebi
tebi bom srečo in dom, da našel pri tebi bom srečo in dom. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Moja mati je varovala moje življenje in ga z ljubeznijo spremljala. Prišel pa je čas, ko je lahko z mano le trpela. Pomagati mi ni mogla. Šla je z menoj po poti križa. Njena navzočnost mi je bila v tolažbo. Mati ni dočakala moje nove maše. Že 10 let prej je odšla v večnost. A vendar na svoji poti nisem bil sam. Moja mati me je spremljala iz nebes. Kako bi mogla velika ljubezen matere kar tako umreti? Velike vode ne morejo pogasiti ljubezni in je ne preplaviti reke. Ob svoji materi sem imel še veliko drugih mater, ki so me spremljale z ljubečo skrbjo. Resnične so Jezusove besede. Kdor zapusti moč očeta in mater zaradi mene, bo prejel 100-krat toliko očetov in mater. Zemeljsko mater sta mi nadomestili predvsem sestri Ana in Franca. Zelo sem ji hvaležen. Mati, kdaj sem ti zadnjič rekel hvala? Kdaj sem ti zadnjič dal čutiti, da te imam rad? A ti si vedno z mano, na vseh poteh me spremljaš. Tvoja ljubezen nima meje. Zdaj z ljubeznijo mislim na te, moja mati. Zdaj z ljubeznijo mislim na te, moja nebeška mati. Gospod Jezus Kristus, imel si mater in mati je imela tebe. Na priprošnjo Božjega služabnika Daniela Halasa mi daj milost, da bom spoštoval svojo mater in vse matere, najbolj pa tvojo našo mater Marijo. Usmili se nas, o Gospod. Postavljen je samo navpični del križa. Prejšnjega tramu ni, ker je del Jezusovega bremena nosil Simon iz Cirene. Tudi Halasu so mnogi lajšali trpljenje in lajšajo ga tudi nam. Del mojega trpljenja še nekdo nosi, čeprav ga morda ne vidim. Ta postaja nas tudi nagovarja, da bi znali pomagati svojim bližnjim, da bi znali nositi bremena drug drugemu. Molimo. Nebeški Oče, tvoj sin Jezus Kristus je sprejel pomoč Simona iz Cirene. Blagoslovi to znamenje križa in pomagaj vsem, ki se bodo ob tem znamenju ustavljali, da bodo pomagali nositi bremena svojim bližnjim, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Cirene moji zgozdobi si pomoč, jaz sem bi pomagal, a čutim nemoč. Zdaj k tebi prihajam, da blizu ti bom, da našel pri tebi bom srečo in dom, da našel pri tebi bom srečo in dom. Peta postaja, pomoč. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Jaz sem se s svojim križem svet odrešil. Sprejel sem pomoč Simona iz Cirene, tujca, ki me ni poznal in sem mu bil nadležen. Ni lahko sprejeti pomoč, pa včasih ne gre drugače. Hvaležen sem za vse Simone, čeprav križa niso vzeli. So mi pa vsaj nekoliko pomagali. Tako sem čutil,
da je proti meni le peščica zaslepljencev. V vlogi Simona je bil fant, ki mi je po noči prinesel svežo novico, da kockajo za moje življenje. V vlogi Simona je bila družina Balažic-Kotize, ki me je tisti zadnji večer mojega zemeljskega življenja nagovarjala, naj po noči ostane pri njih, ker je pot v temi nevarna. Tudi jaz večkrat potrebujem pomoč, a včasih jo odklanjam. Ni lahko priznati, da si nemočen. Pomoč potrebujejo tudi moji bližnji. Vidim njihovo stisko in jim na ustrezen način pomagam. Gospod Jezus Kristus, postal si majhen in slaboten. Na priprošnjo Božjega služabnika Daniela Halasa mi daj milost, da bom znal pomagati svojim bližnjim. Ko bo potrebno, mi daj moč, da bom tudi sam sprejel pomoč. Naj sprejmem tudi pomoč, ki mi jo ti, moj Gospod, nenehno ponujaš. Usmeri se nas, o Gospod. Usmeri se nas. Križ z dvignjenima krakoma spominja na Veroniko in na vse dobre ljudi, ki dvigajo svoje roke k trpečemu človeku. Simon je Jezusu pomagal pod prisilo. Veronika je bila drugačna. Ni bila le dobra, bila je tudi pogumna, da je pristopila k Jezusu. Tudi ob Danielu Halasu so dobri ljudje pokazali pogum in mu izkazali sočutje. Veronikin zgled nas vabi, da bi bili pogumni v konkretnih življenjskih situacijah, ko je potrebno bližnjemu storiti nekaj dobrega. Molimo. Nebeški Oče, Tvoj Sin Jezus Kristus je pogumni ženi Veroniki izkazal hvaležnost. Blagoslovi to znamenje križa in pomagaj vsem, ki se bodo ob tem znamenju ustavljali, da bodo pogumni v izkazovanju v Kristusu našem Gospodu. Obrišemo Jezus tiže na obraz, najlajšam trpljenje to Tvoje ukaz. Zdaj k Tebi prihajam, da blizu Ti bom, a našel pri Tebi bom srečo in dom. Da našel pri Tebi srečo in dom. 6. postaja, Veronika. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Saj je bilo v Jeruzalemu veliko dobrih ljudi, ki so sočustvovali z menoj. A bilo je umnih, ki bi to tudi. Veronika je bila ena od teh. Križa mi nihče ni mogel odvzeti, mnogi pa so storili to, kar so mogli. Izkazali so mi sočutje, ko sem bil v ječi. Ob vrnitvi so me sprejeli, kakor bi mednje prihajal mučenec. Članice Marijine družbe so molile zame in vztrajale v zvestobi Bogu. Noben pritisk jih ni zvabil na nasprotno stran. Njihova zvestoba je brisala pot z mojega obraza. Moja podoba pa še živi v njihovih srcih. Srečujem ljudi, ki trpijo, ki so zasramovani. Mnoge javno sramotijo v tisku, po radiju in na televiziji. Imam pogum, da v javnosti zastavim svojo besedo v njihovo obrambo, da obrišem pljunke z njihovih glasov,
ali pa strahopetno moč. Gospod Jezus Kristus, pogumna vernika, ti Božjega služabnika Daniela Halasa, mi daj milost, da bom pogumen. Katoliške cerkve in vseh. Usmiri se nas, o Gospod. Križ je še nekoliko bolj nagnjen kot pri tretji postaji. Trpljenje se stopnjuje in pritiska k tlom. Jezus je moral priznati nemoč svojega telesa. Tudi Daniel Halas se je znova in znova znašel na tleh. Ni mu uspelo za Jezusa navdušiti vseh ljudi v župniji, a ni obupal. Tudi vsak izmed nas znova in znova doživlja neuspehe, a pot se nadaljuje za vsakega. Molimo. Nebeški Oče, Tvoj sin Jezus Kristus je ponovno padel pod križem. Blagoslovi to znamenje križa in pomagaj vsem, ki se bodo ob tem znamenju ustavljali, da bodo po vsakem padcu vstali in šli naprej. Po Kristusu našem Gospodu. Spet zlomljen, moj Jezus, pod križem ležiš, ker v grih sem zabredel, ti zame ječiš. Zdaj k tebi prihajam, da blizu ti bom, da našel pri tebi bom srečo in dom. Da našel pri tebi bom srečo in dom. 7. postaja, ponovni neuspeh. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Če omaguje telo, se hitro zgodi, da omaga tudi duh. Posebno, če se neuspehi ponavljajo. Priznati se mora v svojo nemoč svojega telesa. Duh vsemogočnega pa me je okrepil in dvignil. Kljub mnogim prizadevanjem, kljub moji goreči molitvi, so se nekateri posamezniki iz moje župnije oddaljevali od dobre poti, od poštenosti, od pravičnosti. Zapustili so vero, zapustili Boga. Kaj to, da so se obrnili proti meni? Najhuje je bilo to, da so se obrnili proti Bogu. Pri zadevanju za njihovo rešitev sem bil nemočen. Znova in znova sem se znašel na tleh. Tudi jaz padam, znova in znova življam svojo nemoč. Čutim nemoč svojega telesa, čutim nemoč svojega duha, svoje volje. Vera v meni umira, upanje plahni, ljubezen ugaša. Gospod Jezus Kristus, kljub neuspehu si vztrajal na svoji poti. Na priprošnjo Božjega služabnika Daniela Halasa mi daj milost, da moja vera ne bo umrla, da upanje v meni ne izpuhti, da ljubezen nikoli ne ugasne. Usmiri se nas, o Gospod. Levi prečni tram križa je spuščen, je kot roka, ki boža. Spominja na tolažbo, ki jo je Jezus nudil jokajočim ženam. Desni prečni tram je dvignjen, kot roka, ki opominja. Spominja na opomin, ki ga je Jezus izrekel ženam in vsem nam. Tudi Daniel Halas je tolažil in opominjal. To znamenje nas vabi, da bi znali pravilno tolažiti in opominjati, pa tudi, da bi vsak opomin vzeli zares. Molimo. Nebeški
Nebeški Oče, tvoj sin Jezus Kristus je tolažil in opominjal. Blagoslovi to znamenje križa in pomagaj vsem, ki se bodo ob tem znamenju ustavljali, da bodo žalostne tolažili in sprejemali dobrohotne opomine. Po Kristusu našem Gospodu. Tolažiš, moj Jezus, vse dobre ženi, obriši še meni v trpljenju solzi, zdaj k tebi prihajam, da blizu ti bom, da našel pri tebi bom srečo in dom, da našel pri tebi bom srečo in dom. 8. postaja, tolažba in opomin. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Rekel sem ženam, ne jokajte nad menoj, kajti jaz grem v življenje. Jokajte nad tistimi, ki gredo v smrt, v večno trpljenje. Ne vem, če so me razumele. Moji verniki so molili, naj se mi nič ne zgodi, naj preživim to svetovno morijo in čas sovraštva in podlosti. A rekel sem jim, naj molijo za ves svet, saj je svet, kakor na smrt bolan bolnik, ki ga more ozdraviti le Kristus. Bil sem v skrbeh za tiste, ki jim je sovraštvo zaslepilo pamet in srce. Oni so bili v večji nevarnosti, kakor jaz. Jokati bi morali predvsem nad njimi, ločitev od Kristusa je največja nesreča. Meni lahko vzamejo le telesno življenje, a kaj bo z njimi? Ali sprejemam tolažbo in poslušam opomine? Bog me tolaži, opominja, pa tudi ljudje, starši, predstojniki, cerkev. Gospod Jezus Kristus, tudi v največji zapuščenosti nisi nehal misliti na druge. Prosil si in opominjal. Na priprošnjo Božjega služabnika Daniela Halasa mi daj milost, da bom vsako opomin zares. Usmiri se nas, o Gospod. Križ je nagnjen tako, da se prečni tram dotika tal. Včasih povsem poidejo moči. Jezusu so pošle, zgrudil se je na tla, a zgrudilo se je le njegovo telo, duh je ostal močan, zato je dovolil, da so ga pribili na križ. Tudi Daniel Halas je čutil svojo nemoč, svet se je nezadržno vrtel v pogubo, a vendar ni obupal. Vztrajno je šel za Kristusom na Kalvarijo. Tudi nad nas se zgrinja breme trpljenja in greha, a Jezus nas vabi naprej. Molimo. Nebeški Oče, tvoj sin Jezus Kristus se je pod neizmerno težo križa znašel povsem na tleh. Blagoslovi to znamenje križa in pomagaj vsem, ki se bodo ob tem znamenju ustavljali, da jih nobena teža ne bi uničila, po Kristusu našem Gospodu. Si tretjič, moj Jezus, pod križem na tleh, ker jaz sem nesrečnik ponavljal svoj greh. Zdaj k tebi prihajam, da blizu ti bom, da našel pri tebi bom srečo in dom, da našel pri tebi bom srečo in dom. 9. postaja,
in znova neuspeh. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Trikrat sem padel pod križem, a že prej sem doživljal neuspehe. Bogatega mladeniča nisem mogel pridobiti za Božje kraljestvo. Učenci so se prepirali, kdo je največji. Juda je odšel v temo. Vse to in še marsikaj drugega je pritiskalo na moja ramena. Ravno v moji župniji so se zbirali najtemnejši oblaki. Odtod naj bi se zlo odpada od vere širilo po drugih vaseh. Odločno sem nastopil proti temu, a vendar so nekateri posamezniki odhajali. Kako rad bi jih pridobil za Kristusa, a moja beseda ni zalegla. In moja molitev ni bila uspešna. Trpel sem, omahoval, a vendar nadaljeval svojo pot. Najtemnejši oblaki, vrstijo se neuspehi, padci, tema me zagrinja. A Gospod Jezus je vztrajal do konca in sedaj vztraja ob meni. Gospod Jezus Kristus, ti si veliki zmagovalec. Na priprošnjo Božjega služabnika Daniela Halasa, milost, da me moji padci in neuspehi ne bodo naredili. Usmeri se nas, o Gospod. Prečni tram je dvakrat širši, težji. Sramotenje predstavlja dodatno težo, ki človeka pritiska k tlom in ga hoče zlomiti. Jezus je to doživljal, ko so mu pljuvali v obraz, ga udarjali po licu, ko so mu končno vzeli obleko. Danielu Halasu so vzeli prostost, dostojanstvo človeške osebe. Tudi vsak izmed nas včasih doživlja sramotenje, morda pa kdaj mi sramotimo svojega bližnjega. To znamenje nas vabi k spoštovanju vsakega človeka. Molimo. Nebeški Oče, Tvoj Sin Jezus Kristus je prenašal sramotenje. Blagoslovi to znamenje križa in pomagaj vsem, ki se bodo ob tem znamenju ustavljali, da ne bodo nikoli nikogar sramotili. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Ostal si, moj Jezus, brez vsake časti, saj nisem te branil, ležoč dal sem ti. Zdaj k tebi prihajam, da blizu ti bom, da našel pri tebi bom srečo in dom. Da našel pri tebi bom srečo in dom. 10. postaja, sramotenje. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Najprej so me sramotili in poniževali z besedami. Temu so sledila dejanja. Pljuvali so mi v obraz. Udarjali so me po licu, dajali so mi piti kis, končno so mi vzeli obleko. Moji rablji so sramotenje in poniževanje prihranili za konec. Prej me javno niso upali sramotiti, ker je bila večina na moji strani. So se pa znesli nad menoj tistih nekaj strašnih minutah, ko smo hodili po blatni poti proti Muri. Niso sramotili le mene, sramotili so predvsem mojega Gospoda, sramotili so nebeško mater Marijo, ko so s puškinimi kopiti udarjali v svetinico na mojih prsih. Tudi jaz včasih prenašam sramotenje, tudi jaz včasih drugega sramotim. Vem, sramotenje, poniževanje je le prvi korak, sledijo drugi, še hujši, še bolj boleči. Zato se hočem ustaviti prav na začetku. Odpovedujem se grdim besedam in kletvam. Gospod Jezus Kristus,
Anje, prošnjo Božjega služabnika Daniela Halasa, mi daj milost, da bom sramotenje pogumno prenašal in daj mi moč, da bom Usmeri se nas, o Gospod. V križ so zabiti trije veliki žeblji. Žeblji so prebodli Jezusove roke in noge. Tudi Daniel Halas je občutil hudobijo ljudi. Njihovo zadnje dejanje je bilo dejanje sovraštva. In to se ponavlja v vseh časih, tudi danes. Z grehi tudi mi zabijamo žeblje v Jezusove roke in v srce in v srca ljudi. Molimo. Nebeški Oče, Tvoj Sin Jezus Kristus je dovolil, da so ga pribili na križ. Blagoslovi to znamenje križa in pomagaj vsem, ki se bodo ob tem znamenju ustavljali, da ne bodo nikomur povzročali ran. Po Kristusu našem Gospodu. Prebodlimo Jezus so tebi dlani, a jaz včasih pravim, ah, saj te sploh ni. Zdaj k tebi prihajam, da blizu ti bom, da našel pri tebi bom srečo in dom, da našel pri tebi bom srečo in dom. 11. postaja, zadnje dejanje. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Kakor so prej besede in dejanja prebadale moje srce, tako sedaj žeblji prebadajo moje roke in noge. Da, to je zadnje dejanje, njihovo zadnje dejanje. Ljudstvo moje, kaj sem ti storil? Na poti do Mure ni bilo veliko časa za premišljevanje. Kar naenkrat so me porinili na šamrl. Voda je grozeče šumela pod mano, a tudi vabljivo. Hiter skok v vodo bi me skoraj rešil. Pa saj ne boste sprožili pušk. Ljudstvo moje, kaj sem ti storil? Morda sem te prebijali na križ, morda sem te sam pri takem dejanju sodeloval. Na šamrlu ali na križu je bil nerojen otrok ali nemočen človek, ki je prosil pomoči, pa sem se obrnil proč. Gospod Jezus Kristus, tvoje dobre roke, ki so delile milosti, so pribili na križ. Na priprošnjo Božjega služabnika Daniela Halasa, daj milost, da bom kriv. Usmeri se nas, o Gospod. Prečni tram je narejen v obliki dveh puškinih kopit. Streli iz pušk so Danielu Halasu vzeli življenje. Še danes pokajo puške in jemljejo življenja. A vendar nimajo zadnje besede puške, nima zadnje besede smrt. Zadnje dejanje ni bilo dejanje tistih, ki so Jezusa pribili na križ. Zadnje dejanje je bilo Jezusovo dejanje, ko je očetu izročil svojo dušo. Tudi Daniel Halas je svoje življenje daroval Bogu. Molimo. Nebeški Oče, Tvoj Sin Jezus Kristus je po strahotnih mukah umrl na križu. Pod streli je ugasnilo tudi življenje Daniela Halasa. Blagoslovi to znamenje križa in pomagaj vsem,
ki se bodo ob tem znamenju ustavljali, da bodo vedno izbirali življenje in se varovali dejanj, ki vodijo v smrt. Po Kristusu našem Gospodu. Na križu, moj Jezus, si zame umrl, brezbrižno, pogosto na križ tvoj sem zrl. Zdaj k tebi prihajam, da blizu ti bom, da našel pri tebi bom srečo in dom. Da našel pri tebi bom srečo in dom. 12. postaja, sestra smrt. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Zadnji trenutek tega življenja. Vse izginja. Vojaki, voditelji ljudstva, nahujskana množica. Ostaja zadnje dejanje. Moje zadnje dejanje. Dejanje ljubezni. Oče, odpusti jim. Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo. Puške so usmerjene v mojo glavo, to je zadnje dejanje, moje zadnje dejanje. Zato sem postal duhovnik, da se žrtvujem za svoje ljudstvo. O Bog, sprejmi mojo žrtev za rast vere, za rast tvojega kraljestva med mojimi ljudmi. In tem, ki držijo puške v rokah, odpusti. O Bog, sprejmi mojo dušo. Sedaj videl bom šele takrat, ko bodo jasne moje oči. Šele takrat bom resnično videl, da je smrt le prehod v novo, večno življenje, tudi moja smrt. Gospod Jezus Kristus, iz ljubezni do mene in vseh ljudi, si dal svoje življenje. Na priprošnjo Božjega služabnika Daniela Halasa mi daj milost srečne smrti. Usmili se nas, o Gospod. Prečni tram je polkrožno oblikovan. Je podoben rokam, ki objemajo. Marijinim rokam, ki so ljubeče z velikim spoštovanjem objemale mrtvega Jezusa. Rokam ljudi, ki objokujejo svoje drage. Mrtvo telo Daniela Halasa so objeli valovi mure. Njegovo dušo so objemale molitve vernih. Naše roke so ustvarjene zato, da objemajo. Še prej pa mora bližnjega objeti naše srce. Molimo. Nebeški Oče, tvoj sin Jezus Kristus je mrtev počival v Marijinem naročju. Blagoslovi to znamenje križa in pomagaj vsem, ki se bodo ob tem znamenju ustavljali, da bodo sočutni do žalujočih in polni upanja v življenje po smrti. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. V naročju, moj Jezus, te mati drži, skesano jaz v tebe upiram oči. Zdaj k tebi prihajam, da blizu ti bom, da našel pri tebi bom srečo in dom. Da našel pri tebi bom srečo in dom. 13. postaja, v naročju. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Prijatelji so moje telo sneli s križa, ljubeče z velikim spoštovanjem.
Moja mati je držala moje mrtvo telo v svojem naročju. Z veliko žalostjo in bolečino. To dejanje bo veliko tolažbo mnogim materam, ki bodo letela enako usoda. V naročju Mure je moje mrtvo telo počivalo 3 dni. Potem so ga našli, ga naložili v čoln in odpeljali do brega. Preden so ga odpeljali v mrtvašnico, je še nekaj časa ležalo v naročju zemlje na travi ob mlinu. Ljudje so prihajali z veliko žalostjo, a tudi z velikim spoštovanjem. Marsikoga je ob pogledu na moje mrtvo telo prešinila misel: mučenec. Ali sprejemam naročje svoje ljubezni, vse umirajoče, vse njihove svojce. Ali z vsem spoštovanjem obstojim, ko zazvoni zvon in pokojnemu zaželim, naj počiva v Božjem miru. Gospod Jezus Kristus, tudi ti si okusil boleč prehod iz tega življenja v večno življenje. Na priprošnjo Božjega služabnika Daniela Halasa mi daj milost vere in upanja v življenje po smrti. Usmeri se nas, o Gospod. Jezusa so položili v grob, ki je bil le njegovo začasno prebivališče. Tudi naši grobovi so le začasna bivališča. Smrt pomeni prehod. Na starih nagrobnikih v Prekmurju lahko vidimo napis: Eti počiva v miri Božem. Izraža vero v večno življenje. Telo počiva, da se človek pripravi dokončno srečanje z Bogom. Nad vrati groba stoji križ, znamenje odrešenja, znamenje življenja, ki nam je Jezus pridobil. Skozi vrata smrti je v življenje že vstopil Daniel Halas. Molimo. Nebeški Oče, Tvoj Sin Jezus Kristus je bil položen v grob, kjer je ostal 3 dni. Blagoslovi to znamenje križa in daj vsem, ki se bodo ob tem znamenju ustavljali, milost srečne smrti. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Počivaš, moj Jezus, trpljenja ni več, je zlomljen zavidno peklinski ta meč. Zdaj k tebi prihajam, da blizu ti bom, da našel pri tebi bom srečo in dom. Da našel pri tebi bom srečo in dom. 14. postaja, pogreb. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Nisem imel, kam bi glavo naslonil. Nisem imel niti prostora za svoj grob. V tujega so me morali položiti. Saj, čemu meni grob? To začasno počivališče mi je odstopil Jožef iz Arimateje. Ni slutil, da bo kmalu spet prazno. Imel sem le nekaj pogrebcev, a dovolj, da so postali priče vstajenja. Velika množica je pospremila moje telo k sveže izkopanemu grobu za Polansko cerkvijo. V očeh so bili solze, v srcu pa vera. Imamo mučenca, da prišel bo čas, ko bomo vsi vstali. To misel sem zmeraj znova in znova razbral z nagrobnika prvega črenšovskega župnika Petra Borkoviča. Tudi jaz verjamem, da je grob neprehodno prebivališče. Verujem, da je Mašija večjega očeta veliko prebivališče. Verujem, da mnogi ta dom že vstopili. Trdno verujem.
na tudi Božji služabnik, duhovnik Daniel Halas. Gospod Jezus Kristus, 3 dni je tvoje telo počivalo v grobu, potem se je začelo novo življenje. Na priprošnjo Božjega služabnika Daniela Halasa mi daj milost. Usmeri se nas, o Gospod. Na koncu križevega pota stojimo pred parkom, ki pomeni življenje. Temelji križev so oblikovani kot črke, ki sestavljajo misel pot v življenje. Kakšno je to življenje, v katerega stopamo po smrti? O tem je Jezus povedal, da oko ni videlo, uho ni slišalo in v človeku srcu ni prišlo, torej nekaj izredno lepega. Zato je prostor za zadnjim znamenjem urejen kot park z zelenjem in svetličnimi gredicami. Prostor to stran in on stran je ločen z živo mejo, da vsak v park, v življenje vstopa skozi vrata. Od vrat vodi steza do Šamrla, pomola, pri katerem pristaja brod in na katerem je Daniel Halas daroval svoje zemeljsko življenje. Pred Šamrlom je postavljen kamen. To je kamen smrti in življenja. Na njem so zapisane zadnje besede, ki jih je 16. marca 1945 izrekel Božji služabnik Daniel Halas. Jezus, Marija, Jožef. Vsak lahko stopi na ta kamen, ki ne pomeni le zadnjega koraka Božjega služabnika, temveč pomeni predvsem trden temelj našega življenja. Na tem kamnu lahko vsak razmisli o svojem življenju, o smrti, o večnosti. Ko bo vsak stal na tem kamnu, si lahko prikliče v zavest, da stoji pred večnim sodnikom, kakor bo pred njim nekoč resnično stal. S tako ureditvijo ima križev pot smisel in lep konec, ker nam govori, da trpljenje, ki ga sprejmemo in darujemo, vodi v večno blaženost, v družbo Jezusa, Marije in svetnikov. Molimo. Nebeški Oče, tvoj sin Jezus Kristus je na velikonočno jutro vstal od mrtvih in živi. Tudi Daniel Halas je skozi vrata smrti vstopil v življenje. Blagoslovi ta spominski park in pomagaj vsem, ki se bodo na tem kraju ustavljali v molitvi in premišljevanju, da bodo nekoč deležni večnega življenja po Kristusu našem Gospodu. Tvoj križ za nas, tvoje rane za nas, Jezus, tvoj križ za nas, tvoje rane za nas.